Evo, spet bom posnel nek video. Jezen sem, ker sem včeraj dobil nek po Facebooku tam nek letak sredi noči. Rekel, Benih, pogledam tam, ko pa je to po zasebni pošti in vidim nek letak, poziv na proteste za 1. maja ob 19. zvečer v nekih svojih občinah. Neki 3 kolesarji so bili, pogledam, tam nisem imel očal, Janša, Hojs in še eden, malo manjši, ne. In povečam jaz, ne, fake news. Ma, komu zdaj dajo tam Janši, Hojšu, pa mene, ne, kaj bi spet radi, ne. Zgleda, da sem tam v peti tem levim anarhistom, ki bi zdaj skozi neki protestirali, in te protesti, ki so bili to kolesarjenje, mislim, to je zdaj adijo pamet, ne. Pa še gledam, kdo to tam je, ne, sej so neki, včasih jim rečemo ovce, včasih zombiji, ne, sej tisti, ki tam kolesarijo, ne vejo točno, zakaj so tam. Potem se tam nalepijo razni vaški posebneži, ala, ne vem, Troha je tam nek mikrofon imel, pa tam vpil, ne, to so pacienti, to so histronično narcistične motnje, ne, to je psihiatrija, se naj s tem ukvarja, ne pa, da so to kredibilni kritiki. Ampak vseeno sem rekel, zdaj pa moram par stvari povedati. Jaz sem magistriral iz motivacije, ne, torej naj bi se spoznal na neka dejanja, ki jih človek počne in je motiviran, da nekaj počne. Zdaj, ljudje, zombi, ki tja pridejo, ne, to so subjekti. Subjekt po definiciji je suženj lastne nevednosti, ne, subjekt je neka abstraktna kategorija, ki je nastala po Freudu, ne. Freud se je obnašal do človeka, individua, kot na slepca, se pravi, človek, ki je slep za resnico o sebi. In pojem koncepta so šele v Franciji, tam Althusser, Foucault, Lacan upeljali bolj v filozofijo, kot v psihoanalizo. Čeprav zdaj v psihoanalizi je to teorija subjekta, to je psihoanalitičen koncept, o tem je govoril že Freud, bistvo pa je, da človek, subjekt, ne ve resnice o sebi, ne ve, zakaj nekaj počne. In ti zombi, ki so tam kolesarili, ne, so šli, ne vem, kakšne fraze so imeli, ne, virusa ni, vemo, kam pes taco moli. So se tam nekje izražali, ne, in so protestirali proti vladnim ukrepom, ne. Tako, rezime bi bil manifestno, ne, manifestno, so se izpostavljali s to parolo, se pravi, da protestirajo proti rigoroznim vladnim ukrepom, ne. Zdaj pa strogo teoretsko, niso protestirali proti vladnim ukrepom, ampak so protestirali proti medicinski stroki, ki je vladi predlagala te rigorozne ukrepe, ne. Se pravi, protokol je nasleden. Stroka se spozna, kaj je epidemija, kaj je pandemija, kaj je COVID-19, ne, koronavirus, kaj to pomeni za zdravje. Ne, kako to ogroža. Imamo izkušnjo iz Kitajske, iz Lombardije, Španije, tam jih je ogromno ljudi pomrlo. Če mi ne bi imeli rigoroznih ukrepov, ne bi imeli tam okrog 90 mrtvih, kot jih imamo, ampak jih imel, ne vem, 9000. Ne, nekaj 100 ali pa nekaj tisoč več, če ne bi imeli teh ukrepov. Ti protestniki, ne, na manifestni ravni so protestirali in bodo še protestirali, baje za 1. maja, ne vem kdaj, proti ukrepom, ampak ti ukrepi niso diktat države, vlade ali pa, bi rekel, posledica nekih simptomov sadističnih nekega predsednika vlade Janše. Ne, obratno je. Ukrepe diktira stroka, medicinska stroka to diktira. Vlada je slučajno pod te sklepe podpisana, pod te ukrepe, ne, s sklepom. Se pravi, protestniki se spoznajo, ko zajec na boben, na virus COVID-19, protestirajo proti medicincem.
To je resnica, ne? V resnici protestirajo proti medicinski stroki in to je absurd, ne? V latentnem ozadju protestov je pa nesprijaznjenje z vladavino desnosredinske vlade. Se pravi, oni imajo patološko jezo do Janše in nimajo nobenega političnega bontona, ne? Ker ta Janša ni prišel z državnim udarom na oblast, ne? Ampak po enem protokolu, ki ga politična ureditev predvideva. Se pravi, tist pilot na letalu je dol skočil s padalom, šarc, hop, dol skočil z aviona, zdaj se pa vi ubite. In zdaj pa temu en od potnikov, ki zna krmariti, gre in krmari ta avion, ne? Janša to dela, ne? In nekaterim zdaj to ne paše, ne? Ampak politična ureditev to predvideva. Se pravi, če nimamo predčasnih volitev, kjer opcija še, da nekdo drugi po vrsti ne sestavi vlado. In jo je. Počivalšek, Pivčeva sta šla s svojima strankama v to desno-sredinsko vlado in zdaj se ta vlada legitimno vzpostavlja in prav je, da se vzpostavlja. In nekaterim na levi strani, ne, tem zombijem, ki protestirajo, pa še neki intelektualci so tam, so se podpisovali, to ni prav. Ampak politični bonton je pač tak, da se moraš sprijazniti s tem, da če ni predčasnih volitev, hvala Bogu, da jih ni, ker jih ne bi mogli imeti zaradi te krize, ne? Imamo zdaj novo vlado, legitimno se je sestavila. Vlada, po moji oceni, ne slabo, ima rigorozne ukrepe na pobudo medicinske stroke. In zdaj se najdejo tam levi anarhisti, ki ne marajo očeta anarhičnost. Anarhist je tisti, ki ne spoštuje vladarja. Vladar je pa oče, ne? Se pravi, problem tistih, ne, ki protestirajo, je to, da ne ubogajo očeta. Nimajo moralne razsodnosti. Ne? Oni so kot tisti škorpioni na žabi, ne? Vsi smo gor na žabi, in zdaj žaba nas čez vodo pelje. A sred tistih valov nas škorpion peč, zdaj smo pa vsi potopili. Zdaj so zadnji, kar si država sme dovoliti, ali pa vlada, da se dogodijo upori, demonstracije, da teče kri, da je menstruacija, demonstracija, ne? Samo da teče kri. Ne? Ko bo čas za protestiranje, bom jaz protestiral, ne? Ko bomo ljudje lačni, ko bodo deložacije, ko se ne bo dalo plačevati položnic, takrat bodo demonstracije legitimne. In pa korona kriza bo takrat že mimo. Ne? COVID-19 ne bo več moril. Ne? Bojo ukrepi razrahljani in takrat bo mogoče upor, demonstracije, ne vem, protesti proti vladi, šele takrat. In takrat bom pa jaz v prvih vrstah. Ne bom tolkel z vsemi topovi pač kar a priorno, ampak po pameti, ne. Napel bom in poskušal nekaj pametnega povedati v demonstracijah ali pa kot kritični mislec v kolumnah, v oddajah, intervjujih, ko bo za to čas. Ampak ne a priorno, zdaj ni čas za demonstracije. To je moj point. Ne samo, da imam zdravo kmečko pamet. Jaz sem tudi teoretske konceptov v ozadju. Jaz vem, da človek z pozicije zavesti ne ve ozadje svojega nerganja proti vladi. Zdaj vam povem, vi, ki demonstrirate proti stroki. Zdaj pa vlada, dajte tole tako elegantno narediti, pokličite vse strokovnjake, pa nekih 50, imejte neko konferenco in naj te strokovnjake sprejmejo sklep in potem rečete, stroka je rekla tole in zdaj mi se te stroke držimo. Če bi nas napadli Marsovci, bi nekdo, ki se spozna na Marsovce, rekel, zdaj pa v tej krizi bi bilo pa fajn, da se takole lotimo teh Marsovcev, neki lajki, ki pojma nimajo o Marsovcih, bo pa rekli, ja, jaz mislim pa drugače, čakajte malo, tisti, ki se spozna na nekaj, naj nekaj svetuje, vlada ga pa naj posluša. In tega protokola smo se mi držali, ne samo mi, tudi večino držav. Eni imajo bolj rigorozne ukrepe, naknadno recimo Srbija, nekateri že od vsega začetka, Švedska, nekateri so pa sploh niso vedeli, zakaj se gre.
Iran, pa imajo tam množična grobišča ob tistih molilnicah, mošejah. Ne? Protokol je jasen. Nekoga je treba spoštovati, ki se spozna na to, potem se pa potreba pod ukrepe podpisati. Janša se verjetno podpisal. Ne? Zdaj pa vi, anarhisti, se pa zamislite. Kaj delate? Ne? Kaj delate? Protestirate proti medicinski stroki. Spoznate se pa na virus COVID, ko zajec na bobn. Protestirate ne proti ukrepom, proti Janši. Kar pomeni, da se brez bontona političnega. Ne? Po političnem bontonu se Janša pravilno pozicioniral kot predsednik vlade in hvala Počivalšku, Pivčevi, da sta dala svoje glasove, svoje poslance, da zdaj imamo vlado, ki funkcionira. In vam še nekaj povem. Tarča pa, kaže, Ivan Gale, ne? Ta se je podpisoval pod večino tistih spornih dokumentov. In potem si gre lajšati duševnih spovedi v Tarčo. Hvala Bogu, da Počivalš tja ni šel, ker bi te kratko potegnil, ne? Ampak jaz razmišljam pa takole, ne? Ko je bilo treba urgentno sprejeti neke odločitve in nabaviti tiste maske, respiratorje, medicinsko opremo, da nam medicinski sistem ne bo crknil, v 3 urah se je bilo treba odločiti, kršiti nekaj zakonov, ker če se držali vseh protokolov, ne? Javni razpis, najboljši ponudnik, bi imeli te maske, te respiratorje avgusta. Mi jih pa zdaj rabimo. In kaj je naredi človek, ki je postkonvencionalno moralno razsoden? Kaj naredi? Odmisli. Krši nekaj zakonov, zato da zaščiti zdravje naroda, pa medicince. Ne? Zamiži na oko, vedoč, da bo nekaj vojnih dobičkarjev tam neki si omastili brkove. Ampak to je nepomembno, če ti rešuješ narod. Počivalšek je to naredil. Bravo. Ne? Čast mi je, da izhaja tam mama iz naših krajev, iz Trbove. In ta Počivalšek, ker je iskren, z nekim cold readingom, branjem simptomov, jaz opažam, da je pošten človek, da ima iskrene namene zaščititi slovenski narod. In to se mi bo obrestovalo, a veste kako? Tako da SMC ne bo crknila. Bila je skoraj že politični mrlič, zdaj bo pa jedro leve sredine na naslednjih volitvah. Počivalšek je lahko predsednik vlade, naslednje. Natančno zato, ker se je postavil na stran naroda. Požrl ves drek, ki so mu ga servirali. Zato, ker je tehtal, kaj je zdaj prav, da naredim. Zaščitim narod, pa zdaj me pa obmetavite z drekom, nasrite mi ga, on požrl, ker vem, kaj delam. Delam za dobro naroda. In narod bo to opazil, nezavedno, s cold readingom in ga bo volil. LMŠ-ja ne bo več. Alenka Bratušek, 5 lepoh Pivčevi. Bo Levica, bo SNS, SD, pa okrog SMC-ja bo neka nova liberalna demokracija nastala, no LDS. Počivalšek bo glavna figura bodoče levosredinske vlade, ker ni pokvarjen, ker zna postkonvencionalno moralno razsojati. Vi, anarhisti, se pa streznite. Toliko sem nameraval danes povedati.